Ljubi srčni ljudje, ste se kdaj vprašali, kaj pomenijo kartice zvestobe, ki jih ponujajo v vsakem trgovskem centru oziroma jih ponujajo ponudniki raznoraznih storitev? Ste se kdaj res vprašali, kakšni podatki se zbirajo v bazah teh ponudnikov iz naslova kartic zvestobe? Pa veste za računalniški algoritem in kaj to pomeni za našo strateško varnost? Ne? Pa bi bilo zelo dobro, da bi se. Verjetno tudi ne veste, da se vsi ti podatki nekje zbirajo in da čipi na biometričnih izkaznicah v bistvu omogočajo dostop do vseh teh podatkov? Pa poglejmo podrobnosti na konkretnih primerih. Vsakega, ki pride na bencinsko črpalko plačat storitev, vedno vprašajo, če ima njihovo kartico zvestobe. Vi mu z veseljem daste vašo kartico, saj so vam obljubili določene točke oziroma bonitete in popuste, ki jih lahko koristite z določenim popustom in ste vsi veseli in zadovoljni, da določen artikel iz njihove ponudbe ali storitve dobite z nekim popustom. Ampak ste se res kdaj resno vprašali, kaj se v ozadju te krinke popustov dogaja? Ko vi daste vašo kartico zvestobe prodajalcu oziroma ponudniku storitev, vstavi to kartico s čipom v terminal, ki je povezan na enotni sistem zbiranja podatkov. Preko čipa se v bazo na vaše ime naložijo vsi podatki o vašem nakupu, z dnevom in uro nakupa. In tako vsakič dodate kartico zvestobe plačilu storitev. Sistem je obveščen o višini in vsebini nakupa. Kakšno vrsto goriva uporabljate, kakšne ste kupili cigarete in kakšne vrste kadite, kakšno pijačo ste kupili oziroma hrano, kakšne nakupovalne navade imate in isto se dogaja s karticami zvestobe v trgovskih centrih. Sistem točno zabeleži, kakšno vrsto hrane kupujete, kakšno številko gat in modrcev imate, kakšno številko čevljev in tako naprej in tako dalje. Če ste opazili, imajo tudi zdravstvene izkaznice čipe. Ko vstavijo vašo zdravstveno kartico v terminal v zdravstvenem domu, so vsi vaši zdravstveni podatki vidni osebi, s katerimi razpolaga oziroma ima dostop. Nova biometrična izkaznica bo s pomočjo računalniškega algoritma vse te podatke o vas imela na enem mestu in bodo dostopni pooblaščeni uradni osebi, ki bo na enem mestu dobila o vas vse podatke. Teorija zarote? Ne, to je kruta realnost. Z vsemi karticami zvestobe, karticami na čipe, sistemu sami omogočamo pogled v našo zasebnost in navade, s pomočjo katerih nam bodo počasi omejili svobodo odločanja, nas popeljali v obdobje, kjer bodo rekli, če ne boš priden, poslušen, pa ne boš mogel v trgovino, na tankštelo, bogate, modrce in tako naprej in tako dalje. Se spomnite nekaj let nazaj zgodbo o kmetu, ki je imel težave zaradi inšpekcijskega nadzora? Ko se je veterinarski inšpektor na kmetovem dvorišču obnašal, kot da je vse njegovo, bil celo nesramen in žaljiv, potem pa kmeta obtožil, da se je kmet do njega nesramno obnašal. No, že takrat je bil računalniški algoritem aktiven. O tem kmetu so vedeli popolnoma vse. Tudi o bančnem poslovanju. Tako da ne si zatiskati oči in misliti, da smo nedotakljivi. Sistemu ni mar za razne zakone in pravilnike o varstvu osebnih podatkov. To je samo farsa za njihovo vpeljavo popolnega nadzora, ki ga je v svoji knjigi podrobno opisal Klaus Schwab. 17.10.2022 je Siol.net v svoji objavi na spletu med drugim zapisal: Če bomo novo osebno izkaznico uporabljali za prijavo elektronske storitve in elektronsko poslovanje, jo morate pred prvo uporabo aktivirati. To storite samo enkrat in zato potrebujete enkratno geslo, ki ga prejmete po pošti oziroma prevzamete na upravni enoti. Ko osebno izkaznico enkrat aktivirate, začetnega gesla več ne potrebujete.
Za redno uporabo si namreč v postopku aktivacije nastavite kodo PIN, ki jo boste uporabljali pri prijavi v elektronske storitve in pri elektronskem podpisovanju, so zapisali. Uporaba bo možna s čitalnikom pametnih kartic in programsko opremo ID Protect Client na operacijskih sistemih Windows in Mac. V kratkem bo na voljo tudi mobilna aplikacija na pametnih telefonih, ki bo služila kot čitalnik elektronske osebne izkaznice ter orodje za upravljanje in uporabo elektronske osebne izkaznice. Mobilna aplikacija bo dostopna v trgovinah App Store, Google Play in App Gallery. Od aprila letos lahko biometrično izkaznico uporabljate tudi pri zdravniku in to je šele začetek mnogo večjih razsežnosti, kot si jih sploh upamo predstavljati. Ste dobro slišali povedano? Rešitev? Odpovejmo se čim več karticam zvestobe. Odpovejmo se navidezni varnosti sistema, ki na zvit in prefrigan način pridobiva naše podatke za zlorabo proti nam. Ta trenutek še ni opazno, kaj točno želijo narediti z našimi osebnimi podatki, ampak vse bolj pa se vidi, v kaj kot človeštvo drvimo zaradi navidezne cone udobja, ki nam ga ponuja sistem. To je v bistvu past, ki nam jo nastavljajo, dokler ne bo res prepozno. Za konec in v razmislek citiram še izjemen zapis gospoda Antona Komata, ki že vrsto let opozarja, v kaj drvimo. Dragi bralec, ki te določajo EMŠO, številka osebne izkaznice in potnega lista, številka IBAN in davčna številka, ZZZS številka, uporabniško ime in geslo PIN koda in druge kode, ter mnoge registracijske številke, evidence, imena, zapisi, popisi, izpisi in izbrisi. Tvoje življenje, ki se razteza od krsta do krsta, naj bi bil voden projekt strogo nadzorovan od številnih institucij, ki so ti izdale rojstni list, te označile, oštevilčile, potrdile, overile, fotografirale in ves čas snemale s skritimi kamerami, ti prisluškovale in odvzele prstni odtis, te spremljane na vsakem koraku, pri vsakem nakupu in prodaji, te davile z davki in grozile z izvržbami in ki ti bodo na koncu izdale mrliški list, edini papir, za katerega ti ne bo treba stati v vrsti pred okencem. Prisilili so te, da za vsak zidek in prizidek, gradnjo ali rušenje, dejavnost ali opustitev dejavnosti, odselitev in priselitev, nakup ali prodajo zemljišča, vodovod, vodno zajetje ali vodnjak, priklop ali odklop elektrike, prodajo pridelkov, seme in zdravilnih zelišč, potrebuješ dovoljenje, sklep, odločbo, potrdilo, soglasje ali mnenje pristojnih organov. Ob tem moraš poznati vseh 20.000 zakonov, predpisov, uredb, odločb, pravilnikov, poslovnikov in statutov. Veš, da te nepoznavanje zakonov ne odreši odgovornosti, za kar drago plačuješ odvetnike, notarje in ostale grajske pisarje, da ti povedo, kje si ga nevede polomil in te rešujejo pred sankcijami, denarnimi kaznimi in zaporom. Moraš obdržati kakršnokoli službo, torej služenje nekomu, da sploh lahko preživiš. Ob tem trpetaš, da se ne znajdeš na cesti in dobesedno, kaj ti brez mezde ni možno odplačevati hipotekarnih kreditov, niti pokriti večnega minusa na kreditnih karticah. Bojiš se za vse svoje zdravje, ker veš, da hujša bolezen ali telesna poškodba lahko privedeta do končne kariere in invalidnosti. Ko pridejo otroci, te skrbi njihovo zdravje, možne stranpoti, šolanje in kasnejša zaposlitev. Skrbite zdravje staršev, ker veš, da njihove oskrbnine ne moreš plačevati, razen če prodaš njihovo stanovanje ali domačijo. Nenehno ti pridigajo, da potrebuješ več znanja,
za večjo konkurenčnost. Zato vse ljudi, tako sodelavce kot prijatelje in znance, gledaš kot tekmece, ki te ogrožajo. Ob vseh teh grozotah sodobnega sveta si sam, prekleto sam, s svojimi tesnobami in strahovi. Življenje ti postaja nočna mora. Ujet si v zanko pričakovanja, odvisnost, strah, nasilje. Nenehno nekaj pričakujejo. Si želiš, da bi bilo? Zato postaneš odvisen od razpleta, ali se bo to izpolnilo ali ne. Vsaka odvisnost pa sproža tesnobo in strah, ki se zažirata v duše ljudi in povzročata njihovo nasilnost. To se dogaja v času razglašene svobode posameznika. Vzrok je jasen. Posameznik ne korenini več v skupnost kot drevo v gozdu, ampak drvi po tirnicah vlaka groze. Osamljen človek zunaj skupnosti izgubi tla pod nogami in to pred to stisko poskuša pobegniti v virtualni svet interneta, mobijev in iluzije Facebooka. Toda svoboda na internetu je dvorezen meč, hkrati pa sijajno orodje in nevarno orodje za pacifikacijo in njihovo zasužnjevanje znotraj brezčutnega elektronskega sveta. Številni pobegnejo v nakupovalne centre, templje Malika Mamona, vendar tudi tam ne najdejo notranjega miru. Kvečjemu so prizadeti in potrti zaradi pretanke denarnice. Beg v privide obilja pa nikoli ne odvrnejo tesnobe, ki se kot demon plazi v naše srce, moreč strah pred grozečo apokalipso. Podoba propada sveta, ki je v rokah človeka in odvisna od njegovih odločitev, je nekaj povsem novega. Svet je danes ogromen skedenj sena, na katerem se otroci igrajo z vžigalicami. Prej so bile te zadeve predmet odločitev bogov, ogenj je prihajal od zgoraj in ne od spodaj. Vendar ima katastrofa svoje mesto in svojo nalogo v svetu. Ni znamenje tega, da je red moten, temveč tudi tega, da se hoče red ponovno vzpostaviti. Propad sedanje civilizacije bi probleme izbrisal in odprl prostor prenove, vendar zla slutnja sprememb in družbenega kaosa omrtviči ljudi. Nietzsche je preroško zapisal, da prihaja čas držav monstrumov. Nedvomno je najgrozljivejši obet gospodarstvo tehnokracije z umetno inteligenco in popolnim nadzorom ljudi, totalitarizem nasilja in strahov, ki so že od nekdaj bistvo vladanja. Že sedaj je način življenja podoben dirki na vse ali nič. Čas totalne mobilizacije, ki si prilašča vse sile in rezerve, s katerimi razpolaga življenje. Za duha, ki ni rojen v ta ritem, je to čas norosti. Vse več je novih načinov vdora države v zasebno sfero pod krinko zdravstvenega in socialnega skrbstva, šolstva, zaposlovanja, predvsem pa državne varnosti in borbe proti terorizmu. Venomer se zlorablja pravo. Pravo temelji na resnicah, ki jih pravno ni vedno mogoče definirati. Zato se v enakem obsegu kot izginja resnica bohotijo zakoniki. Oblast, ki posiljuje ljudstvo s številnimi zakoni, preprečuje ljudstvo, da bi razvilo dejavnosti, ki so lastne njegovi naravi, zato postane prebivalstvo ubožno. Politika piše zakonike, sodstvo pa sledi politiki kot jastrebi slede vojaškim kolonam. Politika pa sledi korporacijam kot zvesti pes svojemu gospodarju. Zlo izvira iz korporacij in bank, ki so danes materializirani pohlep in globalna moč. Kako se torej lotiti tega leviatan sedanjosti? To pa je za vas, dragi poslušalci in bralci, da preučite možnosti svoje lastne zlorabe strani sistema in biometričnih izkaznic, ki jih tako z veseljem ponuja ta obljudeni sistem za vpeljavo novega svetovnega reda. Zamislimo se torej, kaj lahko storimo. Edina rešitev je, da se v čim večji meri izognemo temu načrtnemu planu svetovne agende, ki želi na vsak način priti v našo zasebnost.
V naslednjem prispevku pa se bomo dotaknili zdravstvenih storitev, plačevanja z gotovino in še marsičesa, kar se izkazuje ta trenutek kot velik problem za odtujitev naše svobode.